sklicevanja preiskovalnih komisij v državnem zboru vse od leta 1993 naprej? Ja, pravzaprav je namen sklicevanja preiskovalnih komisij ugotavljanje politične odgovornosti funkcionarjev, politikov in nekaterih, ki upravljajo z družbenim premoženjem. No in če sem recimo tako zamahnem z roko čez, pogledamo recimo nekaj teh preiskovalnih komisij. Spomnite se preiskovalke Vič-Holmec, zaradi tistega je takrat odletel minister Bandelj. Potem spomnite se, kako so naši, to so ljudje povedali, pripeljali kombi na mejo z Zagrčom, da so potem prišli hrvaški policaji, skratka, in se kaj so ugotovilo, da je potem odletel minister Turnšek. Žal sicer je potem dobil nagrado za veleposlanika v Pekingu. Spomnite se oškodovanja družbenega premoženja preiskovalno komisijo, kjer so akterji takrat povedali, da je slovenska partija z Milanom Kučanom na čelu partije takrat pobrala toliko zelana, da bi lahko smučke postavili od Begunj pa do Beograda. No, Elana sicer takrat zaradi te preiskovalke tudi niso mogli ukrasti, so pa ga žal kasneje. Potem, če se spomnimo recimo primera Golobič preiskovalne komisije in nazadnje tudi oškodovanje Mestne občine Ljubljana v zvezi z Jankovićem. Ampak, če to nekako presek narediš čez to, pravzaprav vidiš, da je tudi zaradi preiskovalne komisije so vsi ti akterji v glavnem že na smetišču politične zgodovine. Pogosto je slišati očitek, češ da so nekatere komisije namenjene zgolj obračunavanju s političnimi nasprotniki. Tudi to je nekaj resnice, nekaj zrna resnice v tem. Recimo, če se samo spomnim dveh, recimo preiskovalna komisija v zvezi z ekstremističnimi skupinami, to je očitek to je obračunavanje z tako imenovano desnico, to je bil namen Pozitivne Slovenije, ki se pa pokazalo, da je to velika megla bila, namreč s tem so tudi diskreditirali vse naše slovenske obveščevalno-varnostne službe, da jih ne naštevam po vrste. Pa če se spomnim tudi iz zadnjega mandata, recimo Krpan, tam je politično bilo že ugotovljeno, kaj je Rop naredil takrat kot predsednik vlade, torej politična odgovornost in seveda tudi to je, tudi bom rekel, iz tega paketa. Denimo iz preteklih mandatov, pa če prištejemo še te tri, ki sedaj opravljajo svoje delo, te preiskovalne komisije v tem mandatu, 27 komisij, 14 končnih poročil doslej. Ja, sej nekaj je seveda krivo to, da sta dva mandata nista mandata, ampak sta skrajšana mandata, polovična mandata pravzaprav, tako da je nekaj od tega krivo to. No in pogledajte, en banalen primer bom vam povedal. Leta 2000 oškodovanje družbenega premoženja bili so sprejeti sklepi na komisiji za ključno poročilo, tukaj v državnem zboru je bila točka na dnevnem redu in na predlog SD-ja so točko umaknili, skratka na predlog koalicije. Veste, običajno je tako, da so preiskovalne komisije instrument opozicije, koalicija pa potem seveda se tega ne želi in seveda proba točko umakniti, ampak posledično, kot sem prej že na začetku povedal, pa je vendarle veliko, glavne te akterje odneslo na smetišče politične zgodovine. Če se dotaknemo še tega mandata, 3 preiskovalne komisije so v teku, preiskovanje bančne luknje, potem ekstremističnih skupin in pa komisija Krpan. Kako bodo po vaši oceni te komisije končale? No, za zadnji dve sem vam že povedal, v kateri sklop spadata. Bolj zloraba instituta preiskovalne komisije. Kar se bančne luknje tiče, bo žal zaradi skrajšanega leto in pol mandata končala z vmesnim poročilom.
Veste, dejstvo pa je, ne, da bi sedaj za tem mestnim poročilom morali organi pregona, policija, tožilstvo in seveda tudi davčna uprava sprožiti vse ostale postopke in bi se moralo to nadgraditi. No in taki primer imamo, da je davčna uprava recimo sprožila postopke temu pri Jankoviću, ampak danes je že 3 leta od tistega, kar je bila ovadba strani preiskovalke vložena, pa še ni nobenega rezultata. Skratka, večji problem jaz vidim, kot v preiskovalki, vidim pravzaprav v nadaljevanju te zgodbe, da se ne končajo na sodišče tam, kjer bi se pač morali. In še nekaj, ali so vpleteni politiki, morali biti zadeva na sodišče v roku 1 leta zaključena, konc pika. Najlepša hvala. Tudi vam.